Alo, stari, zakaj se delaš, ko se sehaš? Ker dejansko zeham. Ok, dobro. Ok, dobro. Ok, dobro. Smo? Ja. Dejansko se ful veseli poletja, pač tako. A jaz tudi. Sicer Ampak- temperature še niso tu. Ja, začetek maja in temperature do zdaj ravno niso obetavne in ne kažejo ravno na poletje, ampak, veš kaj pa? Malo še pa festival Lent in KMŠ Oder, ki letos bo. Res je, ker imaš Oder in festival letos bosta. In to je pomembna novica tudi za vse vas, ki še vedno razmišljate, če bi se ali se ne bi prijavili. Samo do 5.5. so odprte prijave in daj no, Prijavi se. Ja, priložnost je in tudi letos bodo obiskovalci odločali, kdo bo dobil glavno nagrado vrednosti 500 evrov. Imamo pa tudi še eno novost in sicer enemu izmed nastopajočih bo ponujena priložnost, da se naslednje leto predstavi na enem izmed večjih odrov festivala Lent. Tako da to je še dodatno spodbuda, da res pač prijaviš sebe, svojo skupino, priješ, pokažeš, kaj ste v zadnjem letu oziroma si v zadnjem letu ustvaril in ne nazadnje zabavaš sebe pa vse nas tankovamo na Dravski, ne. Točno na to bo res kul. Nismo še pozdravili gledalcev, če si A to pa res? Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni ponovno, ki je drugje kot v KMŠ-u. In kot prvo seveda je čas za infokanal. Kaj pa, če bi raje rekla KMŠ reklame, tako bolj se tako čuje. Te pa KMŠ reklame, KMŠ napovednik. KMŠ napovednik. Skratka, karkoli veste, kaj mislimo, Lučka in Matijas, izvolite. Pozdravljeni na popotniški triviji s KMŠ. Pred vama je rdeč gumb, ki je sicer bel. Ko bosta vedela odgovor, ga pritisnita. Vprašanje se glasi: glavno mesto Hrvaške je... Mimogrede, vabljeni na trivijo s KMŠ! Ki bo 11.5. ob 19. uri na Zoomu. Prijavijo se lahko ekipe do 4. Se ti je že zgodilo kdaj, da si se zjutraj zbudil in se oblekel in je tvoja oprava izgledala totalno preveč dolgočasno? 3, 4. Imamo rešitev zate! 3, 4. Pridi na delavnico Pixel Brošk, ki organiziramo v sodelovanju z Konc Maribor in sicer 5.5. in pa 21.5., kjer si boš lahko izdelal svojo animirano broško. Več informacij pa? V opisu videa. Interesantno je, ne, da prejšnji teden smo se pogovarjali o tem, Da študenti še da obstajajo. študenti že obstajamo, res je, in to smo pred parimi dnevi pač res pokazali, ne. Skoraj en teden nazaj je bil shod v Ljubljani, torej za dan upora proti okupatorju, ko se je zbralo več kot 10.000 protestnikov. In med njimi so seveda bili tudi študenti, ker čeprav smo končno prišli na vrsto, je prišlo do nekih sproščenj oziroma načrta sproščenj oziroma predstojnosti, da se zadeve sproščajo. Stvari ne potekajo tako, kot bi si mi želeli, ne. Res je, pač žalostno je to, da se pa na eni strani odpirajo gostilne, fitnesi, to, kaj smo tudi nazadnje že govorila v prejšnji epizodi, po drugi strani pa še študenti vedno ne gremo na fakse, še vedno se pač dela, kot da nas na nek način ni. Vzeli so nam druženja. Nek normalen potek šolanja, tako kot so vedno rekli, ne vem, če ste doma kdaj rekli, študentska leta so najlepša leta, ne, to so meni vedno govorili, polnoleten si, po eni strani zaslužiš si nek denar, po drugi strani pač hodiš na predavanja, se družiš s prijatelji, to je en veliki aspekt študentskega življenja, ki so nam ga vzeli. In seveda pač tudi mi smo sedaj s to akcijo Študenti še obstajamo nekaj želeli sporočiti. Sporočilo je sicer bilo slišano, ampak ne uslišano v takšni meri, kot bi si mi sami želeli. Stagniramo. Študenti enostavno stagniramo s tem, ko se izobražujemo od doma. In s tem zdaj v bistvu, da so dali možnost, samo možnost, torej, da se en mesec pred poletnim izpitnim obdobjem vrnemo na fakse, meni se zdi to pač norčevanje. Pa kaj je to? Pa kaj je to, dvakrat bomo šli v šolo, zdaj pa na izpite, pač... Pa mislim tudi, da je enostavno prevelik preskok iz tega, da smo zdaj vajeni bili dobro leto dni, sedeti doma, se zbuditi minuto pred faksom in zdaj za, tako kot si rekla, za par predavanj čisto popolnoma spremeniti
tvoj življenjski ritem v tem obdobju je Pa ne, okay, tudi težko. da bi vsaj poenotili, okay, zdaj pa se gremo to, ne. Vsak faks posebej, pa vkolikor je to mogoče, pa i vaje ja, debate ja, ostalo bo še vedno preko spleta, pa smo spet tu, ne. Malo na levi nogi, malo na desni nogi, kaj bomo zdaj, bomo šli v to, ne bomo šli v to. Nerodno je, no, Ja. in zato mislim, Vlada Slučko, da je res skrajni čas, da se je, bomo rekli, da smo študenti vsaj malo stopili skupaj, pa nekako začeli s to kampanjo, da študenti še obstajamo. Tudi sami na sebe, da nismo pozorni, kaj še da so drugi nas. In da končno po enem letu pa pol si upamo stopiti pa reči, alo, zdaj pa konec. Če lahko razmišljamo o odprtju vsega ostalega, dajmo še prosim pomisliti na to, kak in točno kak, kdaj, kako se bodo faksi odpirali in da bo za vse enako. Upam, da se te pač to zmenijo, ne, pa odprejo tako bilo. Halo, imamo eno vprašanje za vas. Spet, pa če že zaniš bo tisto. Seveda. Si se že kdaj poljubljala z več kot eno osebo v 24 urah? Ja, jaz sem se. Ja, jaz sem se tudi. Jaz sem se tudi. Kaj pa na Game Houseu, najprej meni sobi, zdaj bomo z drugim. Kaj meni sobi, vi ste sobi? To so bila leta, to si že lahko žavun. Ok, zanimivo, ja. Super, še smo se, bravo. Bravo, Dora Plan. No. No, če bi si ti tu raj ne. No, s tem bova tudi Mila zaključila, preden totalno, popolnoma zafarbamo, ne pozabiti lajkati tega videa, se naročiti na naš kanal. Si dejansko rdeča. Jaz sem dejansko rdeča. Lučka dejansko je malo preveč ekspozala. In pa valjda vklopiti zvončka, da bomo obveščali, ko prije nov video ven in... Lepo se imejte, ostanite zdravi, gledamo se ponovno v torek. In se vidimo, ne? Se vidimo. Ne, ja. Ne, resno, na enem listem partiju. Audio.